Živa, v tej oddaji bomo govorili o ulični umetnosti, ki svojo kritičnostjo in provokativnostjo jezi in navdušuje mimoidoče. Ponekod se grafiti še vedno smatrajo za vandalizem. V določenih primerih to tudi so. Kakšne vrste grafitov obstajajo? Veliko je teh političnih grafitov, ki so v bistvu niso posebno oblikovani, so samo neki napisi, ki izražajo mnenje tega, ki je to napisal. Potem imamo pa kar veliko lettering grafitov, ki so črkopisi, torej sestavljeni samo iz črk in različne permutacije tega. Drugo so pa ilustrativni grafiti, ki so sestavljeni iz različnih, recimo, karakterjev ali pa vedut, pač lepe slikice. Potem se pa recimo te delijo še na 3 sekcije, ki so tagi. To je v bistvu osnovni grafit, nekako skica grafita, začetek na splošno grafitiranja, ki je bil bolj namenjen temu na začetku, da so se recimo bande, ki so imele vojno med sabo, spuščale sporočila, označevale teritorij. Sodobni grafiterji to uporabljajo kar veliko kot nek način samopromocije. Naslednja stopnja tega so throw-upi. To je zelo na hitro izveden grafit. Se ga naredi v recimo tam 2 do 3 minutah. Potem so pa pač te že kompleksne ilustracije, ki pa grejo lahko od nekih manjših velikosti pa tam do muralov, ki grejo čez celo steno. Zdaj pa se dobim z enim uličnim umetnikom, Lomilom, ki pa želi ostati anonimen. Za začetek me zanima, če si bil že kdaj v zaporu. Ne, zaenkrat. A pa si kdaj mogel bežati? Se je zgodilo. Ja? Ne, Kje v pa tujini? Ti namreč delaš tudi veliko v tujini, pa me zanima, to so drugačna pravila. V bistvu jaz imam boljše izkušnje v tujini, moram povedati. Ker se je zgodilo tudi, da en tak uraden organ pride mimo, te vpraša, kaj delaš, in so bili pripravljeni dejansko poslušati, razumeti in so prišli naprej. V bistvu jaz niti ne delam grafitov, bi rekel. Street art je dosti širše področje, ki se povezuje sicer sam medij, sprej, urban prostor, stena. Ljudje takoj pomislijo na grafite, ampak je zelo široko področje in pač jaz sem se odločil za nekaj drugega. Že sam urban prostor veliko ponuja. Moj stil ni glih izkoriščanje prostora, je pa velikokrat navezava na prostor oziroma na neke arhitekturne elemente, ki že obstajajo v samem prostoru. S tem street artom nekako ali poudariš, ali pa izpostaviš, ali pa samo izkoristiš za nek drug namen. Navdih za tale umetniški izdelek pa je bila oddaja Osvežilna fronta. Miža, kako ti je všeč? Malo je abstraktno, a? Če vam je bil ta video všeč, se naročite na naš YouTube kanal.